moja super cute šalčka, iz katere vsako jutro pijem kavo. Je pa precej podobna tejle Evina lepotilnica, ki sem jo dobila za rojstni dan od moje sestrce. Zdaj so pa čopički noter. Čau punce, ker je moja vizažistka danes bolela, ki me drugače lič za oddaje, za televizijo, sem ostala sama, ampak na srečo z neki make-upa, tako da se bom danes za oddajo naličila sama. V tutorialu ti izdam skrivnosti in trikce za ličenje pred televizijo. Če te takšen tutorial zanima, potem glej naprej. Ko delam make-up za televizijo, je zelo pomemben, da je ta dober zaščiten, zato ker pod vsemi temi studijskimi lučmi zna biti res ful vroče in se make-up v primeru, da ni dober zavarovan, lahko začne topiti. Tako da uporaba suhega pudra, primerja in fiksatorja obvezna oprema. Jaz bom svoje učke najprej namazala s telim primerjem in sicer od Makeup Revolution Focus in Fix Eye Primer. Pravilo številka 2 je, da lahko pri make-upu za kamero zelo pretiravaš, ampak res dobesedno, ker kamera nekako pol make-upa požre. Tako da danes bom jaz naredila nek tak Smoky Eyes vides. Danes bom uporabila tole paletko od znamke BH Cosmetics in sicer Smoky Eyes Edition. Začnem pa s tole vijolično senčko, ko jo nanesem v pregib svoje veke. Tako vijolično smo zaenkrat nanesle, nadaljujemo pa s tole črno mat senčko. Kot vidite, tole črno senčilo nanašam kar s takimi rahlimi krožnimi gibi. Kar delam je, da senčko iz zadnjega dela veke s takimi krožnimi gibi torej prenašam na sprednji del, tako da bo tudi na koncu uček zelo zadimljen, proti notranjosti pa se bo ta zadimljenost zmanjševala. Tako nadaljujem z belo barvico, ki jo bom nanesla na tole vodno črto, tale pa je od znamke Catrice. Ta barvica mimogrede ful dobra, super pigmentirana, pa še ful ugodna, tako da ekstra. Trikec, o katerem sem že govorila, če si ga slučajno preslišala in imaš manjše oči, enostavno naneseš belo barvico na vodno črto in boš tako naredila tvoje učke optično malo večje. Trepalnice pa bom danes namazala z L'Oreal maskaro Telescopic. Tako izgleda veliko boljše vse skupaj z maskaro. Ponovno gremo na spodnjo veko, isto zaporedje, vzamem tole vijolično senčilo, potem pa sledi torej še črno. In bomo vse skupaj majčkeno zadimle. Vijolično imamo, zdaj pa pomočem čopiče v tisto črno, ki smo jo tudi prej uporabljali na zgornji veki. S tole črno pa gremo samo do polovice zenice. To sem se zdaj odločila. Imamo, še enkrat vse skupaj zablendam, da bojo prehodi še malo bolj mehki. Evo ga, mogoče zaenkrat vse skupaj izgleda premočno in si boš rekla, o moj bog, kaj ta dela, ampak dejstvo je, da še nimam pudra gor, pudra pa vse spremeni, tako da jaz mislim, da je čas, da damo gor puder. Danes bom uporabila kar tegale od znamke Trended Up, odtenek 010.
Barvo sem že dobila, tako da je mečkam presvetu. Dost presvetu. Tako da zmešam še tegale od L'Oreala Golden Beige odtenek. Much better. Drugače pa punce sem ful odprta za predloge, za naslednje videe, če bi rade videli mogoče še kakšen make-up challenge ali kakršenkoli drug video, tako da dajte mi sporočiti v komentarju, bi rada naredila nekaj za vas. Sem vam rekla, da bo boljš, ko bom puder nanesla. Vzamem gobico in vse skupaj še utapkam. I like it. Ful mi je všeč. Nadaljujemo pa s telim belim pudrom, belim prahcem. Ta mi bo pa v bistvu pobral vso maščobo. V bistvu zna biti včasih občutek, ko ga uporabljaš, da te bo čisto zategoval, ampak to je cool. Vsaj v primeru, ko delamo make-up, torej za televizijo, da izpije vso maščobo, ko jo imam in da se ne bom svetla. Danes pa uporabljam tegale od znamke Avon linija Mark. Tako da ga nanesem pod očke in na čelo. V bistvu na predele, kjer se svete, tako da če se v bistvu svetaš bolj na tej coni T, naneseš več tega prahca tukaj, če se svetaš po celem obrazu, pa se lahko potem kar tako utapkaš. Ok, to je to. Vzamem še malo čopič za blendanje. Ga pomočam malenkost v tisto vijolično senčilo in še malo zablendam. Danes uporabljam bronzer tudi od znamke Trended Up in ga torej nanesem na lička. Tako, bronzer smo nanesli, nadaljujemo pa z lički. Danes uporabljam tole paletko od znamke L'Oreal in sicer tole ta drugo senčko. Vzamem čopič in se nasmejem, da tele jamce skočijo ven. Da ne bo Kira rekla, da se sama se prežim. Še malo bom podarila svoje obrvi, uporabila bom tole paletko, zdaj napise je že čist prav, ampak kakor imam v spominu je od znamke Catrice za blondinke, torej ena svetlejša, ena temnejša senčka, jaz uporabljam kar tole ta temnejšo. Gremo na šminkico. Šminka bo zelo taka naravna, čeprav bi bila lahko tudi zelo živa, ker kakor sem rekla, kamera itak pol poje, ampak vseeno ne bom pretiravala. Tale je od znamke Kiko in sicer številka. Kje pa je številka? 913. Ja. Nekako je pravilo, da če so očki zelo močni, naj bi bila potem šminka bolj nežna in obratno, če je šminka zelo močna, naj bi bili očki bolj nežni. Tako da danes posežem po taki naravni. Še osvetljevalec bomo uporabile, tale je od znamke Maybelline, številka 100. Ful imam rada v bistvu highlighterje zadnje čase, jih kar uporabljam, tudi tako na dnevni ravni. Tole še pod obrvi, da jih še malo privzdignemo. Vse skupaj pa še dodatno zavarujem s telim make-up fiksatorjem od znamke Kiko. Pa še lepo diši, ko po spreju za lase. In tako, prišli smo do konca tutoriala. Upam, da ti je bil všeč tale smoky vijoličen zadimljen look. Če še nisi, bom vesela, da se naročiš na kanal. Če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pustiš spodaj pod videom, bom z veseljem odgovorila. Lepo se mej in do naslednjič. Čau, čau!